Dobrodošli v Vrtincu. Danes ga namenjamo kmetijstvu. O kmetijski samooskrbi danes govorimo vsi, politiki, trgovci, raziskovalci, nevladne organizacije in civilne pobude. Zakaj? Ker se po eni strani močno zavedamo, da je res pomembna. Vse to kljub temu, da obilje v trgovskih centrih še nikdar ni bilo večje. Ali pa prav zato. Ugotovili smo namreč, da je obilje navidezno, kakovost hrane pa je pogosto enako slaba. Po drugi strani pa je samooskrba zelo priročna, populistična krilatica, s katero lahko podpremo in upravičimo skoraj karkoli. Skratka, vsak jo lahko uporabi po svoje in na svoj račun. V studiu danes pozdravljam Ireno Vrhovnik iz Kmetijsko-gozdarske zbornice in Aleša Zidarja. Dobrodošla. Dobar dan. Gospa Irena, s kmetijstvom se ukvarjate že vse življenje, ste kmetijska svetovalka. Zato najprej našim gledalcem in gledalkam pravzaprav povejte, kaj je samooskrba. Samooskrba je to, da si sami pridelamo hrano zase v tej naši lepi deželi, v svojem čim bolj lokalnem okolju. Tudi je pomembno to, da bi pri tej samooskrbi dejansko potrošniki se obračali na tiste bližnje kmete, ki jih poznajo in ki jih imajo v svoji okolici. Kako je z samooskrbo in trajnostno pridelavo hrane v Sloveniji? V Sloveniji je en velik deficit pri rastlinski pridelavi hrane, medtem ko smo z mesom, mlečnimi proizvodi, jajci kar dobro preskrbljeni, razen nekaterih kategorij mesa, ampak mislim, da to ni problem. Problem je pa dejansko to, da imamo pri zelenjavi recimo samo 30% samooskrbo, da je pri žitih komaj 50% ali še manjša samooskrba in bi to samooskrbo seveda morali povečati. Še bolj pa se meni zdi pomembno nekaj, o čemer se recimo ne govori, da bi mogel nekako trend le iti v to smer, da je več rastlinsko pridelane hrane na naših krožnikih in nekoliko manj mesa in da bi tudi recimo večji poudarek dajali pri preskrbi s pašno živinorejo, z izdelki, se pravi meso, jajce, mleko in tako naprej, pri pašni živinoreji, ne pa pri tej hlevski živinoreji. In tukaj mislim, da je še ena velika naloga, ki nas čaka vse skupaj, hkrati pa recimo popestriti ponudbo in v poljedelstvu, da imamo čim več različnih žitaric, da imamo semena sončnic, buč in tako naprej, ker vemo, da je tudi z vidika prehrane izredno pozitivno, da imamo čim več različnih vrst zelenjave, čim več različnih vrst sadja in seveda vse te osnovne živila čim bolj uporabljati potem tudi v naši prehrani, ker na ta način bomo jedli zdravo in pa tudi ne bo to drago. So torej pogoji v Sloveniji za samooskrbo ugodni, kaj bi rekli? Sveda imamo dovolj pestro, raznoliko pokrajino in pa hkrati tudi seveda mikroklime so različne, od naše sredozemske v bližini morja do alpske in lahko pridelujemo res zelo veliko različnih vrst in zelenjave in sadja, tudi veliko pestrost lahko naredimo pri žitaricah. Imamo veliko pogojev za pridelavo živinorejo, ker je veliko travnatega sveta, veliko absolutnih pašnikov in travnikov, tam, kjer pač ne moremo preorati, ni tam njiv. In seveda zato je tudi živinoreja zelo pomembna v Sloveniji in mora ostati pomembna, samo poudarek je treba dati spet pašni živinoreji, tako kot je včasih že bilo. Njivske površine pa namenjati prvenstveno za pridelavo rastlinske pridelave, za prehrano direktno ljudi. Razmah in priljubljenost lokalne samooskrbe v Sloveniji pravzaprav omejujeta dva predsodka. Prvi je ta, da se na ekološki način, povsem ekološki pravzaprav ne da pridelovati, drugi pa ta, da se lokalna samooskrba ne izplača. Koliko ta dva predsodka po vaše držita? Ja, za vse je treba zdravo pamet vzeti. Med ekološko pridelano hrano, med neko zelo naravi prijazno integrirano pridelavo, je veliko njans, nič ni črno-belo, je veliko nekih prehodov. So kulture, kjer recimo sploh ni potrebno nobenih intervencij, bomo rekli z vidika škropljenja, kot je na primer figa, ki je ravno kar zdaj v tem času zrela in je lepa slastna. Istrska dobrota. So pa nekatere recimo kulture, kjer se je v bistvu prijavljanje, na primer, le pripeljalo s tehnologijo, z vsemi našimi žlahtnjenji, ne vem še čem, do tega, da je tukaj potrebno ukrepati. In jaz mislim, ni narobe, če ukrepamo na naravi čim bolj prijazen način in da tudi v bodoče, v raziskavah, v vsem, sledimo temu cilju, da bomo uspeli nekoč pridelati čim bolj sonaravno, da sledimo
vsi, od znanstvenikov do tistega kmeta in pa tudi potrošnika. Zdaj pri jablani konkretno je že zelo veliko sort, ki so odporne na škrlup in plesen, to so glavne dve bolezni in je že v veliko večji meri bolj naravi prijazna pridelava možna, kot je bila pred 10 leti, naprimer še. Ne? Vendar ne moremo pa izključiti pri nobeni kulturi, tudi pri figi se nam lahko zgodi, da bomo naleteli na nekega škodljivca, ki ga bo treba na nek način reševati. In seveda neka sredstva obstajajo, ki so dovoljena tudi v ekološki pridelavi, lahko so to zeliščni pripravki, ki so nekaj, bom rekla, zelo naravi prijaznega, lahko je to neko žveplo, ki je sicer naravni element, lahko je to so bakreni pripravki, ki so recimo še dovoljeni, pa vprašanje, če ne bi bilo boljše jih res zamenjati z nekaterimi drugimi. Vedno je stvar nekih dogovorov, kaj pravzaprav ekološko je. Ekološki kmet se mora zelo strogo držati tistih smernic in ima tudi seveda kontrolo. In kontrola je na več nivojih, seveda vedno so možne zlorabe. Mi pa veliko naredimo s tem, ko poznamo tudi človeka, ko ga vidimo, kako dela, kako prideluje in na ta način seveda sebi lahko priskrbimo tisto najboljše. Gospod Aleš, koliko vi organizirate vsako leto tržnico, kmetijsko tržnico v Ilirski Bistrici? Koliko je ekoloških kmetov, ki se letos predstavlja? No, zdaj natančnega števila je sicer težko določiti, ne? Predvsem zaradi tega, ker marsikateri kmet, ki tudi ekološko prideluje, to nima registrirano, ne? Iz različnih razlogov, predvsem pa zaradi tega, ker ekološko kmetovanje je vsaj po njihovem mnenju zelo drago. Predvsem zaradi raznih pravil, zaradi raznih taks, zaradi raznih teh pač zahtev, ki jih postavljajo za to ekološko kmetovanje. Ampak vseeno, ne, mi predvsem se omejujemo na lokalno pridelano hrano. To pomeni, da prihaja iz našega področja ali pa tudi recimo z področja Slovenije. Moram reči, da je letošnja kmetijska tržnica za 105 ponudniki dosegla neke svoje limite, ki jih ne moramo več reči, da so to nekje lokalna prireditev, ampak je to regijska prireditev in na ta način nekako poskušamo promovirati zdravo, doma pridelano hrano. In kakšno je zanimanje? Zanimanje je veliko. Moram reči, da v prejšnjih letih se je izkazalo, da je ta tržnica zelo tržno tudi uspešna, seveda za ponudnike, ki ponujajo na tej tržnici. Ljudje se seveda tudi radi oglasijo, ker vedo, da bodo dobili domačo hrano, domačo pridelane izdelke. Predvsem pa moram reči, da smo zdaj z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo dobili še en dodaten korak naprej, kot dodatno spodbudo, zaradi tega, ker se zopet vračajo tradicionalni kupci z Kvarnerja, z Kvarnerskega zaliva, ki so bili vedno naša baza oziroma največji kupec na našem področju. Torej, tudi Hrvati zaupajo Slovencem. Zanima me to, letos ste izbrali kot osrednjo temo drobnico. Zakaj? Drobnico predvsem zaradi tega, ker je na našem področju kar precej prisotna in imamo tudi kar nekaj proizvodov z te branže iz drobnice. Predvsem zaradi tega, ker je to drobnica tudi na hrvaški strani, recimo pri Primorsko-goranski županji pa Istarski županji, tudi precej pogosta in močna. In na ta način smo nekako želeli združiti eno in drugo in tudi dobiti neke odgovore, ali je sploh možno, ali na kakšen način je možno sodelovanje med eno in drugo državo pri tej drobnici. Gospa Irena, kaj pravite? Je tudi to sodelovanje z bližnjimi državami, še posebej tukaj pri nas na najbolj zahodnem koncu, nekako prihodnost? Kaj pravite? Jaz mislim, da ja, da je tudi prav, da se čim bolj povezujemo. To je tudi v preteklosti bilo in vse to je v smislu tudi tega lokalnega, ne? In lokalno pridelanega. In hkrati medsosedski dobri odnosi so vedno zaželjeni posod, na vseh nivojih in področjih in jaz zelo pozdravljam vso to idejo in ravno tako kot z Italijo, tako s Hrvaško, mislim, da je prav, da negujemo zelo tesne in čim boljše odnose. Tudi tukaj v Slovenski Istri ogromno strank, ki jih imajo slovenski kmeti, tako iz Italije, kot iz Hrvaške. Kot smo že rekli, lokalna samooskrba pravzaprav poudarja zadovoljstvo ljudi, vseeno pa stane recimo kitajski česen 3 evre, medtem ko slovenski oziroma domači 8. Zakaj pa vaše tako?
Ja, tako je zaradi tega, ker so tako velike razlike tudi v tem, koliko se delovna sila nekje plačuje in pa seveda ne moremo te stvari primerjati velikokrat tudi ne po kvaliteti. Vi imate tudi lahko zelo cenjeno hrano, ki je pridelana skoraj na industrijski način. In tukaj je en velik prepad med tistim, kar se prideluje na zemlji, kar se prideluje na res naravi precej prijazen način, pa tudi, če ni vse 100% samo ekološko, pa na drugi strani neko zelo veliko proizvodnjo, ki ima v sebi pa res zelo veliko potem obremenitev s kemijo in pa še čem drugim. In pa hkrati seveda tudi vemo, da ta lokalno pridelana hrana dejansko skrbi za naš planet v celoti. To ni samo nekaj, kar je povezano z lokalnimi koristmi, ampak z koristmi celega planeta. Ker bolj, ko bomo imeli mi kratke poti od njive do potrošnika, manj bo potem transporta na naših cestah, manj bo onesnaženja s CO2-jem. In na ta način vsi nekaj zelo dobrega naredimo za cel planet. Hkrati pa jaz tudi zagovarjam to, da se zelo povezujemo in da smo prijatelji s sosedmi in vsemi ostalimi, da smo ena cela velika družina, cela zemlja. No, gospod Aleš je omenil, da se večina kmetov za ekološko kmetijstvo, govoril je seveda za njihov konec, ne odloči, ker so pravila zelo stroga, nadzor in predvsem, da je ekološka pridelava zelo draga. Lahko po vašem mnenju ekološka pridelava pravzaprav omeji samooskrbo in kako? Jaz mislim, da imamo mi v Sloveniji izredno veliko potencijala za pridelavo ekološko pridelane hrane, zaradi tega, ker imamo izjemno veliko biotsko pestrost v celi Evropi, smo ravno potem nekaj posebnega. Imamo zelo razdrobljeno zemljiško strukturo, zelo veliko majhnih njiv in na tako majhnih površinah je ravno ena višja dodana vrednost, če se kmet odloči za ekološko pridelano hrano, ker je več ročnega dela, ker v bistvu ni mehanizacija pravzaprav možna. In mi si velikih mehanizacij pravzaprav na teh majhnih površinah niti privoščiti ne moremo. Je pa seveda to dražja pridelava. Ni pa nujno, da je potem na koncu za potrošnika tudi res vse skupaj toliko dražje, zaradi tega, ker če bo on kupoval hrano, ki ima visoko biološko vrednost, ki je bogata z vitamini, z minerali, potem bo seveda te hrane tudi manj potreboval in bo to velik plus. Najlepša hvala, torej manj in bolje.